na oder se mi bojo pridružili fantje iz debatnega kluba Logos. Sami pravijo za sebe, oziroma polovica jih trdi, da so nastali leta 94, druga polovica pravi, da so nastali leta 96. Iz njihovih vrst izhaja tudi svetovni prvak v debatiranju, ki ga pa danes žal ni. Ampak še vedno so dobri, zelo dobri, odlični. Pravijo tudi, da se zahvaljujo Zavodu za in proti, ker so posodili enega debaterja. Lahko ta fant pomaha. No, hvala Zavodu za in proti. Debato bojo imeli, ker se naslovljena je debata filozofija je stvar množice in ne elite. Fanti niso filozofi, ampak se bo res lotili tega problema in prosim. Resolucija je naslednja. Filozofija je namenjena množicam in ne eliti. Torej, v vsaki debati je standardno, da nekatere zadeve na začetku definiramo. Definirali bomo dve besede, in sicer množico in elito. Množico smo definirali kot družbo v občem smislu, ker za tem pojmom najlažje operiramo. Naslednje smo elito definirali kot intelektualce. Torej, če samo zdaj pogledamo osnovne zadeve, ki nas v tej debati zanimajo. Torej, kdaj je pomembno, da nastopi filozofija v družbi? Kdo je tisti, ki deluje in kdo je tisti, ki razume? In pa na končno, kaj bolj pomembno? Razumevanje ali delovanje. Torej, kdo je tisti, ki v družbi realno dela? Tisti, ki mislijo ali tisti, ki nekaj naredijo? To je ta osnovna delitev, v kateri govorimo. Torej, v naslednjem. Če filozofijo razumemo, še ne pomeni, da jo ne uporabljamo. In kdo od vseh ima največjo povezavo za samo filozofijo? Filozofija je namenjena množicam, zaradi tega, ker so končno množice tiste, ki izvajajo določene filozofije. Množice so tiste, ki jim ni potrebno, da se zavedajo določene filozofije, ampak samo, da z njo operirajo. Če pogledamo samo nekatere stvari, ki so se v zgodovini zgodile. Na prvo, recimo, ločitev narave in religije je posledica filozofije. Naprej, ločitev med Bogom in človekom, to pomeni humanizmom. Usmerjenost v samega človeka, to pomeni zavedanje samega sebe. Nadalje, rast kapitalizma preko protestantske etike, ki je tudi posledica filozofije. Naprej, ločitev cerkve in države, kar je povzročilo, da se lahko moderna znanost razvila. In ravno ta moderna znanost je trenutno najpomembnejša. Z diverzifikacije moderne znanosti je prišlo do tega, da je vsak strokovnjak na svojem področju ni več mogoče sposoben komunicirati z drugim strokovnjakom na drugem področju, če nima umestnih členov. In ta člen je ravno filozofija. In to trenutno stanje je povzročil jožefinski sistem, ki ga imamo trenutno v družbi. Vsak posameznik je dovolj izobražen, da je sposoben razumeti določeno obliko filozofije. To pomeni filozofija. On lahko sedaj razmišlja, kaj sem jaz kot človek, kakšna je razlika med človekom in bitjem, kakšen je odnos med človekom in bit. To je, kaj je bolj pomembno? Umestna postaja, ki je elita, ali bolj pomemben cilj, ki je množica? Ali bolj pomembno, da filozofija je samemu v sebi namen, to pomeni, da obstaja samo kot teorija, ali pomembno, da ta teorija se nadaljuje in se uporablja. Zato, prosim. Ampak če vedno gledamo samo za cilj, ne bomo nikoli mogli opraviti vseh umestnih korakov, da pridemo do tega cilja. Ne zanikamo vlogo elite, ampak zavedati se moramo, da je elita še vseeno del množice. Množica pa je tista, ki na koncu vse ustvari. Če hočemo najti človeštvu določen smisel, potem moramo imeti tudi določeno filozofijo, ki se bo s tem smislom ukvarjala. In v zaključku vas vprašam, čisto preprosto zadevo. Ali ni množica tista, ki filozofijo živi? Ali ni množica tista, ki ima najbolj konkretno izkustvo za samo filozofijo? Ali ni množica tista, ki filozofijo v resnici žene naprej? Ali pomembno, da je filozofija namenjena samo tistim, ki bojo upravljali z družbo? Ali pomembno, da je filozofija namenjena tistim, ki družbo živijo? Hvala.
Hvala lepa, dragi dame in gospodje. Točno zaradi vseh razlogov, ki so jih našteli, zaradi moči filozofije kot takšne, se na opozicijski strani nas skrbi, če bi dovolili, da filozofija postane samo nek cilj, ki zapolnjuje želje množic. Izpostavil bom 3 probleme. Prvič, vprašanje zmanjševanja relevantnosti filozofije v današnjem svetu, kot drugo, omejevanje dometa s to idejo in na zadnje, razliko med željo in prisilo po filozofskem udejstvovanju. Torej, relevantnost. Moramo se zavedati, da danes je veliko drugih ved, ki nekako zajedajo na področje, ki so bila klasično filozofska. Imamo neurologijo, imamo biologijo, fiziko in tako dalje. Vse te vede nekako nam jemljajo filozofom material, z katerega so prečrtani. In če zdaj sprejmemo predlog današnje propozicije, da se hkrati pa filozofija usmeri samo v izpolnjevanje potreb množic, kar se bo zgodilo je to, da bo filozofiranje kmalu postalo to, kar pomeni danes v pogovornem jeziku. Nekdo filozofira slabšalno, le neko brezsmiselno pogovarjanje, medtem ko se bo priznavalo neko dejansko znanje, neka dejanska spoznanja se bodo priznavale le vsem ostalim viram, vedam, ki bodo prenašali neka dejanska spoznanja, vsem tem ostalim vedam, ki zdirajo na naše področje. Poleg tega, kaj pomeni, da je neko vprašanje težko? Vprašanje je težko, če ga ne moremo doumeti, ampak to pomeni, na ta vprašanja se filozofija skuša odgovarjati, na najtežje vprašanje. Ta vprašanja so po sami definiciji težko doumljiva, hkrati pa današnja propozicija pričakuje, da bodo dostopne do vsakem. To je jasno protislovje, ki enostavnega filozofija samo v sebi ne more konsolidirati in se moramo odločiti za eno ali drugo. In mi na strani opozicije smo jasno odločeni, da je najpomembnejše, da se filozofija naprej razvija kot taka, kajti le tako bo lahko nudila dodano vrednost še vsem prihodnjim generacijam. Vsi ti primeri v preteklosti jih ni skrbelo za njihovo dostopnost filozofije kot take, ampak je skrbela ideja, da so jo jasno podali in razvili in zato so dosegli rezultate, ki so tako pomembni danes. Se ne strinjate? Ne. Torej, če je vprašanje, če trdite vi, da če damo znanje vsem, da se potem to znanje izgubi, ali se ga lahko samo še naprej bolj obogati? Tudi zanimiva točka, na katero se bom vrnil malo kasneje, ampak poanta je tudi v tem, da ko nekrat znanje tako razpršimo, enostavno znanje izgubi svoj pomen in če vsakemu zaupamo nek majhen košček znanja, vsak tak posameznik ne bo toliko skrbel za to znanje, enostavno, dokler, ko prihaja po filozofija iz neke želje po udejstvovanju, tudi to znanje kot tako cenimo. Medtem ko če prihaja iz prisile, kot vidimo pravzaprav v vsakdanjem življenju, ko je recimo vsak gimnazijec znanje s filozofijo preko gimnazije, kot neka oblika prisile, kot nek predmet, to enostavno zmanjša vrednost filozofije in nikoli ne bo tako cenjeno. Dokler ni lastne želje od znotraj, tudi se to znanje ne bo cenilo in posledično, če razpršimo znanje filozofije na vso populacijo, kar se bo dejansko zgodilo to, ja, točno to, znanje se bo zgubilo in zato enostavno ne bomo spet možni vseh teh spoznanj, ki bi nam lahko pripomogla izkoristiti v najboljše. In nazadnje še vprašanje samega omejevanja dometa. Namreč, kot sem že omenil v svojem vprašanju, velikokrat, da pridemo do konkretnega odgovora, je treba narediti veliko majhnih korakov, ampak zapletenih korakov. Einstein je rekel, naj bodo zapletene stvari preproste, ampak zapletene mogoče. In ravno to je poanta. Zapleteno še vedno mora biti mogoče. Medtem, kar oni predlagajo, se to zgubi. In s tem filozofija enostavno si omeji svoj domet. Naenkrat moramo pozabiti na vsa naprednejša orodja, moramo pozabiti na vse naprednejše kriterije. Enostavno se vedno moramo skoncentrirati na najmanjši skupni imenovalec. In to enostavno omejuje doseg filozofije kot take. Vedno lahko iz nekega udejstvovanja elite lahko pridemo do spoznanj, ki so aplikativne za vsakega posameznika. Potem, ko v drugo smer, pa to niti slučajno ni gotovo. Za vseh teh razlogov vas prosim, da ne podprete današnjega predloga. Hvala lepa.